Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Resnica je, da vsak večer zapišem svoje dnevne hvaležnosti in tudi prejšnji teden sem bila tako zelo hvaležna Mariji Ani Kolman, ki mi je predlagala, da si grem pogledati oziroma da pravzaprav grem doživeti Potočko z Javko. No, tja se nisem odpravila sama, ampak je šla pravzaprav z mano tudi Minka Gantar, ki jo zelo dobro poznate. Tukaj je nekaj fotografij, ki so nastale na temu, ne vem kaj naj rečem, temu pohodu. In ko smo prišle do tja, wow, res neverjetno, neverjetno. In tako zelo hvaležna sem, da sem imela tole čas doživeti in seveda tudi prejeti tale nasvet, ki je bil dan. In to 2 dni pa se je, vse se je zmanifestiralo. V ponedeljek je Marija Ana dala predlog, evo, v sredo sva že bili gor in obe hvaležni se vračali torej nazaj. No, sem bila pa tale vikend pravzaprav ogromno časa v gozdu in ta pogled na drevesa, ki lepo zelenijo in sonce, ki se upre, ta zelena barva je tašna, ki ne moreš je dobiti na paleti, to enostavno je tako zelo živo, da sem rekla, evo, danes je tisti dan, ko je treba govoriti o drevesih. Mislim, da drevesa preveč jemljemo kot nekaj, kar pravzaprav tam je in gozd jemljemo kot, ne vem, neko unijo nekih dreves, medtem ko je to pravzaprav neka taka družina. Govorili bomo o drevesih na malce drugačen način, tudi o mitih in o legendah, kajti pred kratkim je bila izdana tudi tale čudovita knjiga, katere le prvi del je tole. Marija Ana pa je seveda tista, ki je avtorica le-te in tudi danes v naši družbi. Lepo pozdravljena, dobrodošla, predvsem pa hvala lepa za predlog in hvala lepa tudi za tole krasno knjigo in za seveda odziv, da si danes prišla na kofe, pa na čaj, pa na vse ostale stvari. Za začetek me zanima, kakšen je tvoj pogled oziroma kako ti doživljaš drevesa? Drevesa doživljam kot živa bitja in jih sprejemam kot najboljšo družbo. Nikakor drevesa niso biomasa, kot je običajno v zavesti mnogih ljudi. Sem pa vesela, ko opažam, da veliko ljudi odhaja v gozd, ne samo zato, da grejo na sprehod in dihati svež zrak, ampak enostavno tudi po energijo, ki jo dajejo drevesa. Dajejo ali sprejemajo. Tukaj je pa cela znanost zadaj. Jaz sem kakšnih 10 let nazaj prvič slišala, da drevesa pravzaprav, takrat sem opazila, da nekaj vdajajo, da je nekaj drugače, kadar grem blizu drevesa, da se cel odnos naredi. Tudi precej so me poučili recimo v Damanhurju, kjer imajo tudi svoj način, recimo, kako živijo skupaj z njimi. Ampak to niso neke novodobne stvari. Te stvari segajo že daleč v zgodovino, da imamo nek odnos z drevesi. Kaj ne da? O tem tudi v tej knjigi pravzaprav. Ja, prav zato sem knjigi dodala mite in legende, ker skozi mite in legende pravzaprav dobivamo sporočila. Gre za sporočilnost naših prednikov, ki so razumeli govorico dreves, danes mogoče temu rečemo energijo. Marsikomu se mogoče neke tehnike, predvsem ljudskega zdravilstva ali vsakodnevne komunikacije z drevesi, ki so jih naši davni predniki poznali, danes zdijo magija, nekaj neverjetnega, ampak resnično energija dreves je bila včasih arhaičnemu človeku zelo poznana, cenjena in drevesa so uporabljali ne le v smislu plodov, skorje, listov, korenin, ampak tudi kot energijo za zdravljenje ali za umiritev, sprostitev, polnjenje energije ali pa kot omenjam tudi v knjigi, gozdnega zdravnika. Gozdnega zdravnika. No, danes živimo v času, ko je pravzaprav, da rečemo, da nekaj zdravi, kar je naravnega, protizakonito na vse zadnje, ker so tukaj kar precejšnje konkretne omejitve, ampak pustimo zdaj to. Zanima me recimo, če mi gremo v gozd, a moramo poznati drevesa,
po vrstah, po vseh ostalih, zato, da bi se lahko povezali z njimi, da bi nam nekaj odzeli oziroma nekaj dali, ali je enostavno občutek tisti, ki ga moramo mi strenirati, kateremu drevesu gremo. Tukaj si opisala kar nekaj vrst, torej glede na vrsto je tudi drugačna energija, ali kako? Generalno gledano obstajajo drevesa, ki jemljajo in drevesa, ki dajo. Tukaj gre enostavno za fizikalne zakonitosti. Energija, ki jo drevo daje, je energija, ki jo človek sprejema zato, da se energijsko polni. Drevesa, ki pa energijo črpajo, torej sesajo energijo od nas, so pa drevesa, na katere lahko preložimo bolezni, težave, žalost, tesnobo, tudi jezo in tako dalje. To je v starih kulturah poznano. Generalno gledano je tako drevo, ki jemlje, na primer, breza. Breza je v vseh starih tradicijah poznana kot drevo, ki sprejema bolezen. So tudi seveda druga drevesa, ampak če govorimo o drevesnih vrstah, ki so pri nas nekako najbolj poznane, je na vsak način breza tista, na katero človek lahko težave in bolezni preloži. Hrast, recimo, je pa drevo moči, ki energijo daje. Ljudje, ki ne poznajo drevesnih vrst, enostavno sledijo svoji intuiciji, poslušajo sebe in se prepustijo, da jih drevo, ki ga potrebujejo, pokliče. Zanimivo. Lahko morda preberem tale uvod, pravzaprav prve besede, ki si jih zapisala v uvodu, pravzaprav citat. Dovoliš? Ja, seveda. Vem, da drevesom in ne nam dana je veličina popolnega življenja. Na ljubečih tleh so sestre zvezdam. Mi, kot da smo na tujem, a drevesa v domovini. Pravzaprav govori o tem, da smo mi tisti, ki bi mogli biti v nekem podrejenem položaju, ne pa da si jih lastimo. Res je. Obenem govori pa tudi o tem, da človek, ki je prenehal biti gozdni človek, ni več v svoji domovini. Ljudje smo izstopili iz tega naravnega okolja, pa tukaj ne gre samo za to, da smo izstopili iz okolja, kjer je svež zrak, kjer je narava in tako naprej, ampak izstopili smo iz tega energijskega polja. To teorije in raziskave, ki raziskujejo morfogenetska polja, poudarjajo pomen okolja na vpliv človeka, oziroma ne samo na vpliv človeka, ampak enostavno vpliv okolja na razvoj in spreminjanje človeške celice od trenutka spočetja, oploditve jajčeca do smrti. In morfogenetsko polje v gozdu ima vsekakor popolnoma drugačno moč in frekvence kot morfogenetsko polje v urbanih središčih, zlasti v velikih mestih. Zato se ljudje tudi tako dobro počutijo v gozdovih. Kot rečeno, ne gre samo za svež zrak in za sprehod skozi gozd, ampak za energijo, ki je tam prisotna. Že v tvoji knjigi Šamanka, ki jo imam nekje tukaj, ali pa si jo je nekdo sposodil, ker tukaj naše knjige kar precej krožijo, je govora o morfogenetskem polju. Kako bi lahko mogoče približala to znanje vsem tistim, ki so zdajle, kakšno polje? Ta tujka je malo težko razumljiva, čeprav jaz bi jo kar poslovenila tako zelo enostavno. Pogosto morfogenetsko polje imenujem kar vse zapis. Vse zapis. To je namreč polje, sicer znanost, morfogeneza, ki v okviru genetike raziskuje vpliv na razvoj človeka in tako naprej, vpliv mnogih faktorjev, psihogenetika pa tako naprej, poudarjajo pomen zunanjih okoliščin, torej morfogenetskega polja, ampak zdi se mi, da je najbolj razumljiv izraz vse zapis. Morfogenetsko polje je namreč
energijsko polje, iz katerega človek dobiva informacije. Obenem je pa to tudi polje, ki sprejema naše informacije. Informacije so naše misli, čustva in naša dejanja. Zato je izraz vsezapis se mi zdi bolj jasen, ker enostavno razloži, da gre za energijsko polje, v katerem so shranjeni vsi podatki človeka, njegovih prednikov, njegove okolice, to pomeni vsa dejanja, vse misli in vsa čustva. In zato v gozdu, kjer je morfogenetsko polje ali vsezapis čist, kjer ni vsega tega, kar nam pravzaprav skrajšuje življenje, ljudje doživljajo umiritev, počutijo se prijetno. Vsi poznamo primere, ko se ljudje umaknejo, večinoma zaradi bolezni, v eno gozdno okolje, nekam, kamor to morfogenetsko polje civilizacije ne seže in se popolnoma pozdravijo. To je zanimivo okrog tega morfogenetskega polja ali vsezapisa, mogoče kot eno tako zanimivost, da bi še bolj razumeli, zakaj gre. Povem eno raziskavo znanstvenikov, ko so podgane dali v labirint. In podgane so mogle najti izhod in ugotovili so, da prve podgane, ki so bile v labirintu, so rabile sorazmerno veliko časa, vsaka naslednja skupina podgan pa vedno manj časa. In opazovanje tega fenomena je pri znanstvenikih sprožilo pomislek, da gre za neko nenavadno dogajanje v tem informacijskem polju, ko podgane, ki niso povezane in si ne morejo izmenjati informacije, niti niso v krvnem sorodstvu, povzamejo informacijo iz vsezapisa ali morfogenetskega polja. In enako se je dogajalo tudi pri kamnih. Pri kemijski reakciji je kristal reagiral hitreje, čim večkrat so delali poskuse. Pa pri opicah, ne? Tudi pri opicah. To pomeni, da se skozi vsezapis prenašajo informacije ne glede na oddaljenost, ne glede na krvno povezavo. Zato jaz tudi velikokrat poudarjam, kako pomembno je, da naše nohte in lase ne mečemo v smeti. Sploh pa ne v stranišče, kakorkoli, nekam, kjer je odpad, ampak jih shranimo in jih puščamo ali pod ljubjem dreves, pod koreninami dreves, v gozdu, v cvetličnih gredah, raztrosimo v vodo, v travo, nekam, kjer je lepo. Ker naši nohti in naši lasje so naš DNK in DNK, dvojna vijačnica, delujejo kot antena. In tako kot mi sprejemamo informacije z morfogenetskega polja in nam je nekje prijetno, drugje ne, z nekaterimi ljudmi se radi družimo, drugih ne maramo, pa čeprav nam niso nič slabega naredili, vse to ima vzrok v sprejemanju energij. Zato nohti in lasje ne sodijo v smeti, ker sami sebe mečemo v tako okolje. Zanimivo, to bom pa vsekakor uporabila. Grem naslednjič frizer in rekla, zber mi te lase, bom jaz nekam drugam nesla. Ja, saj ni nič nenavadnega. Nekateri ljudje pri frizerju zbirajo lase zato, da jih raztrosijo po svojih gredah na vrtu, da jim srne ne hodijo krast pridelkov, ker srna zavoha prisotnost človeka. Ampak poskusi to in boš videla tudi, kako se boš dobro počutila. Ali daš v ogenj lase in nohte, ali v vodo, v morje, drožice, ali pa v gozd. Ker v gozdu, zlasti v tvoje drevo, ker prepričana sem, da imaš svoje drevo,
če daš nohte ali lase pod ljubje, nežno odpreš ljubje, zatakneš lase, mogoče zasmoliš kar smolo, ki jo tudi dobiš v gozdu in ostajaš trajno povezana z energijo tega drevesa. Seveda, treba je upoštevati tudi to, da če dajemo nohte in lase pod ljubje drevesa, da izberemo drevo, ki je zdravo, ki je v lepem okolju in drevo, ki nam je posebno blizu. To pa moramo začutiti. Lahko nekaj besed nameniva prav lipi. Lipa je eno tako, ne vem, čutim eno tako stvar, da je treba danes nekaj o lipi povedati. Bi lahko nekaj besed. Zakaj je lipa tista, ki si je pravzaprav kot prvo v prvi del te knjige vključila? Ja, lipo sem vključila kot prvo, zato ker je naše nacionalno drevo, ker je to slovansko drevo. Hrast sem dala kot zadnjega, ker v Sloveniji je nekako porazdeljena energija in tudi pozicija lipe in hrasta je zelo prepoznavna povsod na podeželju. Vmes sem dala drevesa, za katere sem želela, da se ohrani znanje in informacija in da ne izginejo iz našega habitata. In to so breza, vrba, trepetlika, jerebika, rakitovec, čremsa, glog, kalina, dren, bezek, murva in pa torej hrast. Tako je, tako je. To so res drevesa, ki so izjemno zdravilna, kar se tiče plodov. Naprimer murva, ki je rasla včasih kar povsod po Sloveniji, danes jo najdemo redko kje. Znano je, da prebivalci Gorskega Karabaha živijo zelo dolgo in znanstvene študije so pokazale, da je razlog prav uživanje murve, plodov murve. Gorski Karabah ima namreč 100 stoletnikov na 100 tisoč prebivalcev, medtem ko jih ima recimo Anglija 0,1 stoletnika. In zato nekako tudi v knjigi vzpodbujam ljudi, da sadijo na svojih vrtovih ta drevesa, ki so resnično pozabljena. Recimo glog ljudje poznajo še nekako po glogovem čaju, ki je dober za kardiovaskularne bolezni. Ampak čremsa, kalina, rakitovec, dren in tako naprej so, lahko rečem, kar pozabljeni. Ljudje jih niti ne prepoznajo po lastnostih kot drevo, niti ne po zdravilnosti plodov. Nekateri celo mislijo, da so plodovi strupeni, pa imajo izjemno vsebnost vseh zdravilnih elementov. Lipo sem dala pa resnično namensko na prvo mesto, s tem, da sem posebej zapisala tudi recept za medico. Za medico, lipovo. Ki je naša nacionalna pijača, pa vendar večina ljudi misli, da je to medeno žganje, ampak je to pijača, ki se jo dela samo iz lipovega medu in vode, brez kakršnega koli alkohola. Krasno. Marijana, najlepša hvala za vse tole, pa upam, da se še enkrat čez gost v praksi bolj tudi sprehodiva. Še kaj več pa torej na www.klepetobkavi.si, tudi v tele knjigici, pa seveda še mnogo ostalih stvari. Naj vam svet lep.